V Posavju le minimalne podražitve komunalnih storitev. Obnova novomeške Kandijske ceste gre po načrtih. 100-letnica Antona Mikliča. Dober večer. V nekaterih slovenskih občinah so komunalna podjetja z novim letom napovedala velike podražitve svojih storitev. Posavcem se tega ni treba bati. V sevniški občini ta čas še ne bo višjih položnic, je povedal direktor komunale Mitja Udovč. V Krškem in Kostanjevici na Krki, kjer te storitve izvaja Kostak, bo podražitev malenkostna. V tem momentu vemo za 100%, da nekega bistvenega povečanja cen ne bo, in če bo to bojo občani minimalno občutili in bo samo v luči že sprejetih odločitev iz preteklosti. To bo kakšen 1 evro do evro pa pol po položnici, nič več. V brežiški komunali so pripravili nov cenik, ki ga predlagajo potrditev občinskemu svetu na seji 17. januarja. V povprečju gre sicer za 30% podražitev, a bo, na primer tam, kjer nimajo kanalizacijskega omrežja, položnica višja le za 17%. Kjer pa je vsa komunalna infrastruktura, bo gospodinjstvo plačalo dobra 2 evra več na osebo, je povedal Darko Frlan. Država je z januarjem zavezala vse komunale v državi, da najkasneje v 15 mesecih oblikujejo cene po novi uredbi, kar pomeni tudi upoštevanje amortizacije za nove komunalne sisteme. Zdaj tukaj treba ločiti ceno storitve, to je pomeni tistega dela, katere se komunalna podjetja samo opravijo, in ceno omrežnine, katero bojo ljudje videli na svoj. Enako kot se pogovarjamo pri neki elektriki, ceni elektrike, imamo ceno energije, imamo ceno omrežja. To bo verjetno tudi na komunalnih storitvah enako. Direktor Kostaka ocenjuje, da občine še nekaj let ne bodo stroška amortizacije v celoti prenesle na občane, temveč ga bodo pokrivale iz proračuna. Brežiška občina, na primer, ga bo za tekoče leto subvencionirala v višini 60%. Ena najbolj obremenjenih prometnic v Novem mestu, Kandijska cesta, je od sredine novembra na odseku od Težke vode do uvoza nad Mlini popolnoma zaprta. In tako bo na različnih odsekih vse do sredine septembra. Dela, zagotavljajo na občini, potekajo po načrtih. Prvi odsek bo sicer v makadamski izvedbi prometu predan sredi prihodnjega meseca. Tako smo praktično že položili vso meteorno in fekalno kanalizacijo, položili plinsko instalacijo, delno zamenjali vodovodno mreže, trenutno pa potekajo dela v zvezi z izgradnjo opornega zidu. Gre za zahteven projekt, vreden 4 milijone 200 tisoč evrov. Od tega odpade na Kandijsko cesto 2 milijona 200 tisoč evrov, ostalo pa odpade na zadrževalne bazene in črpališča. V tem projektu gre namreč še za 2 črpališča in 5 zadrževalnih bazenov. Hkrati s cesto namreč gradijo še 2 zadrževalna bazena. In sicer gradnja zadrževalnega bazena Težka voda in zadrževalnega bazena Šmihev. Zadrževalni bazen Težka voda je praktično zgrajen. Poteka preizkus tesnosti in ogrevanje opreme, medtem ko je gradnja zadrževalnega bazena v Šmihelu približno na polovici. Na obvoz, pravi Kobe, so se vozniki že navadili, tako da na upravo glede tega pripomb niso prejeli. Občina Ivančna Gorica bi rada kupila stanovanja, ki bi jih nato oddala kot neprofitna stanovanja. V ta namen so ljudi javno povabili k oddaji ponudbe za prodajo njihovih stanovanj na območju Ivanške občine. Občina je dolžna poskrbeti za določen fond socialnih stanovanj in ga tudi obnavljati, poudarja župan. Mi smo na tem področju v preteklosti bili že kar uspešni, imamo že 30 stanovanj, ki jih je občina oddala kot neprofitne stanovanja za potrebe družin, ki imajo take ali drugačne težave socialne. Čeprav ni bilo razpisa, so v zadnjem času prejeli že prek 10 prošenj družin, ki so zaprosile za pomoč pri urejanju njihovega stanovanjskega vprašanja. Zato so se na občini odločili za javno povabilo k oddaji ponudbe za prodajo stanovanj. Ocenili pa smo na občinskem svetu, da je smiselno stanovanja kupiti, seveda po tržni ceni oziroma skušali bomo odkupiti tiste stanovanja, ki bodo najugodnejše in še primerna za tovrstni namen.
V proračunu so za nakup stanovanj že zagotovili nekaj sredstev. Trenutno imajo sicer namen kupiti 3 ali 4 stanovanja, ki jih bodo nato z razpisom dodelili tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Škocjanski občinski svetniki so na zadnji redni seji obravnavali in ne nazadnje pod streho spravili najpomembnejšo točko dnevnega reda, proračun za tekoče leto, ki je na prihodkovni strani težak slabih 5,4 in na odhodkovni 6,1 milijona evrov. V času 15-dnevne javne obravnave so zainteresirani na osnutek proračuna podali nekaj pripomb oziroma predlogov, a brez večjih finančnih posledic. Proračun je sicer smelo investicijsko naravnan, saj je skoraj 3,3 milijona evrov oziroma slabih 54% vseh odhodkov predvidenih za naložbe. Glavnina sredstev bo šlo v letu 2013 in 2014 v industrijsko cono GTC Škotjan. Tam se bo namreč delala čistilna naprava, ki bo seveda omogočala bodočim investitorjem, da bodo lahko prišli do zemljišč, do nakupa in nenazadnje do gradbenega dovoljenja. Celotna naložba je ocenjena na približno 2,4 milijona evrov, od tega na občini pričakujejo dober milijon evrov nepovratnih sredstev iz 6. javnega razpisa regionalnih razvojnih programov. Visoki so tudi kapitalski prihodki. S prodajo kmetijskih, predvsem pa stavbnih zemljišč v gospodarski coni, naj bi občina pridobila milijon evrov. Sicer pa se obeta tudi prenova občinske stavbe. Prijavili smo se na energetsko sanacijo stavb in smo ravno danes dobili odgovor, da smo uspešni. To bo potekalo tudi 2 leti. Nekje celotna investicija bo okrog 260 do 270 tisoč evrov. Med večjimi naložbami izstopajo še nadaljevanje obnove Grajske ceste na Bučkim, kjer nameravajo poleg dokončne sanacije tamkajšnjega kulturnega doma urediti tudi nove prostore za potrebe vrtca. Dobrih 300 tisoč evrov pa naj bi skupaj z javno razsvetljavo stala dolgo pričakovana izgradnja pločnika med Zavinkom in Škocjanom. Vsaj 10 let, pogovarjamo se o njem, upamo, da bomo enkrat prišli do realizacije. V letu 2012 smo poskušali prek razpisa urejanje vaških jeder, vendar žal nismo bili uspešni, tako da seveda računamo zdaj v letu 2013. V letošnjem proračunu je 42 tisoč evrov namenjenih še za razširitev pokopališča v Škocjanu. Na 4. zimskih kratkočasnicah, pogovornih večerih, ki jih ob sredah zvečer pripravljajo v Metliki, se je v vlogi novinarke preizkusila poslanka in podpredsednica Državnega zbora Renata Brunskole, ki je gostila poslanskega kolega Petra Vilfana, košarkarsko legendo in športnega komentatorja. Občinstvo je z zanimanjem prisluhnilo anekdotam in zanimivostim iz življenja zelo uspešnega slovenskega košarkarja, ki je pred 35 leti z jugoslovansko reprezentanco osvojil zlato medaljo na svetovnem košarkarskem prvenstvu v Manili. In kako prvi kapetan slovenske košarkarske reprezentance gleda na slovensko košarko danes? Ja, slovenska košarka je na enem razpotju, to je dejstvo, ne. V njej se odražajo razmere v družbi, meni Vilfan, ki kljub temu upa, da bodo slovenski reprezentanti na bližajočem se evropskem prvenstvu izkoristili priložnost, da igrajo doma, da igrajo pred svojimi navijači, da naredijo nekaj za slovensko košarko, za slovensko reprezentanco, za Slovenijo, če hočete. In kako se je uspešen košarkar in športni komentator navajen hitrih odločitev znašel v politiki? Ta je bila ena najhitrejših, pa najbolj hipnih, pa najmanj premišljenih. Nažalost, zaenkrat v tem prvem letu je veliko več slabših in slabih izkušenj, kot sem dejansko pričakoval. Jaz ne vem, jaz upam, da se bo v vseh naših glavah v prihodnosti nekaj spremenilo. Veliko več izkušenj v politiki ima njegova strankarska kolegica Renata Brunskole, ki pa je tokrat izkusila težavnost novinarskega dela. Biti novinar pomeni tudi veliko priprave, spoznati področje, pri katerem se ali udeležiš ali intervjuja ali pa kakšne prireditve ali dogodka, torej, da dejansko veš, kaj vprašati. Ker se je dobro pripravila, je to uspelo. Je pa spoznala, da je zelo težko spraviti bistvo v zahtevani časovni okvir, saj so tokrat kratkočasnice trajale veliko dlje kot ponavadi. Da bi obogatili vsak dan stanovalcev doma starejših občanov Trebnje, sodelujejo z različnimi ustanovami. Starejši tako kakovostno preživljajo prosti čas, s prostovoljstvom mlajših pa se krepi tudi medgeneracijsko povezovanje. V okviru dejavnosti doma imajo veliko dejavnosti na področju delovne terapije. Tu je v bistvu od bralnih krožkov,
telovadbe dnevne, raznih aktivnosti, kot sem že rekla, sodelovanje šolam, vrtci, delavnice raznorazne. Tako da v bistvu je ta prosti čas starejših kar kvalitetno zapolnjen. Kako se kakovostno starati in medgeneracijsko povezovati je tudi eden od programov, ki ga v okviru splošnega neformalnega izobraževanja odraslih izvaja Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Projekt je pomemben, saj se država čedalje manj ukvarja s starostniki, teh pa je čedalje več, je prepričana vodja projekta. Nekako je ljudi strah staranja in tu je ta bojazen, vendar mi vemo, da danes se starostna doba zelo povečuje in da si ti lahko še pri 80 letih še zelo aktiven, seveda, če se prav čas vključiš in da znaš aktivno živeti, ne? Udeleženci programa se na predavanjih poučijo o različnih temah, kot je na primer, kako si ženska pomaga, ko ji začnejo opadati njeni hormoni. Bodi si zdravili, bodi si s kakšnimi drugimi čaji in drugimi načini, predvsem pa z pozitivnim načinom mišljenja in z polno samozaupanja. Tako ženska tudi v starejših letih ostane samozavestna, njeno življenje pa polno veselja in lepote, dodaja. V današnji zadnji novici pa se podajamo na življenjsko pot stoletnika. V novomeški krajevni skupnosti Loč na Mačkovec imajo dva krajana, ki letos obeležujeta stoletnico. Na današnji dan pred 100 leti se je v Mačkovcu v kmečki družini rodil Anton Miklič, ki so mu danes čestitali predstavniki krajevne skupnosti, občine, Rdečega križa in borčevske organizacije. Anton se je rodil v družini s 7 otroki, danes pa sta poleg njega živa še brata, stara 92 in 95 let, ki prav tako živita v Mačkovcu. Ja, celo življenje sem mogel fajn delati, pa je bila stiska, glih tako, kot še danes prihaja, ki se mu naročuje, da je treba pas stiskati, ne. Anton je vdovec ter oče sina in 3 hčera. Ima 6 vnukov in 7 pravnukov, živi pa s sinom in snaho. Ta pravi, da ima tako čudovitega tasta malo katera. Vse vidi tako optimistično, vedno je pripravljen pomagati, vedno je nasmejan, nikoli ne godrnja. Predsednica sveta krajevne skupnosti Dragica Nenadič pozna Antona že 30 let. Mi smo ga obiskali in mu posebno pozornost posvetili za 80 let, za 90, 95, danes smo pa rekli malo več, kar je prav, zlasti tudi zato, da se mlajše generacije naučijo, da je treba imeti spoštovanje do starejših in da se od njih marsikaj naučimo. Slavljenec je tudi najstarejši član krajevne organizacije borcev za vrednote NOB. So pa še dva njegova brata v organizaciji, vsi so starejši nad 85, 86 let, praktično blizu se bližajo vsi 100 letom in smo veseli. Poveseli se in tudi še zapleše, pa tudi Anton. Na vprašanje, koliko let si še želi dočakati, pa Anton odgovarja. Mislim, da sem do konca prišel. V uredništvu novic se pridružujemo čestitkam in slavljencu želimo še obilo zdravih in nasmejanih dni. Vsem skupaj pa lep, prijeten večer in vse dobro do jutri. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in po večini brez padavin. Popoldne se bo od severozahoda delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 4, ob morju 6, najvišje dnevno od 2 do 6, na Primorskem do 10 stopinj. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo oblačno, padavine se bodo od juga-zahoda razširile na vso Slovenijo. Na Primorskem bo rahlo deževalo, drugod rahlo snežilo.